V slovenski skupnosti Bahaj so predstavili knjigo z naslovom Odlomki iz spisov Bahavlaja. Knjiga je izbor nekaterih glavnih spisov ustanovitelja vere Bahaj. Izvirna besedila so zapisana v perziščini. Aleksandra Zibelnik-Badi jih je v slovenski jezik prevedla iz angleščine. Ko sem zaključevala svoj študij na prevajalskem oddelku tu v Ljubljani, sem si želela narediti nekaj za diplomsko nalogo, kar bo koristno in se bo še kdaj uporabljalo. Zato sem se odločila za glosar terminologije Bahaj. In našla sem dva krasna profesorja, ki sta bila moja mentorja in sta mi pomagala iskati možne prevode in izraze za različne besede, ki so mogoče iz različnih tradicij in ki jih pri nas nimamo. In mislim, da nam je to kar dobro uspelo na koncu. Zato je bilo potem naraven proces, da gremo od diplome naprej začeti prevajati to delo Bahavlaja. Včasih je težko, ker se skušaš držati originala, ker gre le za Božjo besedo. Tukaj ni prostora za kakšne interpretacije ali poetično svobodo, tega ni. Po drugi strani pa mora biti tekst lep, ker mi pravijo, da je v originalni perziščini to poetičen pesniški jezik, ki je krasen, ki navdihuje. In mislim, da to je dober začetek. Bomo pa v prihodnosti našli še boljše možnosti, še boljše prevajalce, ki bodo potem skupaj prevedli in ustvarili prevod, ki je res vreden Božje besede. Čeprav so vsi spisi Bahavlaja ohranjeni, pa njegove podobe ne poznamo. V Slovenskem centru v Ljubljani imajo portret njegovega najstarejšega sina. Imamo sicer risbo oziroma sliko baba in Bahavlaja, vendar pa onadva nista želela, da se ljudje navežemo na njun izgled in na njuno sliko. Nista želela, da častimo njiju, ampak sta želela, da preko njiju dobimo sporočilo Boga. In zato tudi nista želela, da so njune slike v domovih, v centrih. Obstajata sliki v Svetovnem centru Bahaj in ko gre človek na romanje, si jo lahko ogleda, več kot to pa ne. Ker pa smo ljudje zelo navezani na nekaj materialnega, so Bahaji recimo več kot 100 let nazaj izprosili od najstarejšega sina Bahavlaja, ki je bil odgovoren za interpretacijo spisov po Bahavlajevi smrti, zato da je skrbel za skupnost Bahaji po celem svetu. In od njega so potem izprosili, da smejo imeti vsaj njegovo sliko in zaradi tega danes po svetu lahko najdemo v večini domov verjetno sliko Abdul Bahaja. To je dan, ko je Bog človeštvo oblil z najimenitnejšimi ljubeznivostmi. Dan, ko je njegova najmogočnejša milost napolnila vse ustvarjene stvari. Vsa ljudstva sveta morajo zgladiti razlike med seboj in v popolni enotnosti in miru bivati pod senco drevesa njegove skrbi in ljubeče dobrote.